Put your head up, play! Jojo, Blaž, živo, pozdravljen, kako si zmatran zopet, ali imaš tokrat kaj več energije oziroma si že napolnil baterije po teh, bom rekel, napornih 2 tednih, ne samo za naše športnike, košarkarje, vse ostale, ampak tudi za navijače so bile te ure, res zelo naporne. Moram reči, da po tej zadnjih tekmi košarkarske reprezentance sem kar potreboval v bistvu en cel dan, da sem nekoliko umiril glavo, da so se čustva nekoliko pomirila, da se vse skupaj lepo sestavilo in popredalčkalo, tako da sem zdaj v bistvu en dan kasneje nekoliko bolje in lažje bo analizirati vse skupaj, predvsem celoten turnir in pa tudi olimpijske igre zdaj za neko tako piko na i tem našim podcastom v zadnjih 2 tednih. Lahko zdaj hladne glave vse skupaj malo zanalizirava, potegneva črto po celotne olimpijske igre, ki so bile za Slovenijo zopet zelo uspešne, Blaž. Mislim, da je Slovenija zopet dokazala, da je kljub svoji majhnosti športna velesila. Pa ne samo majhnosti, tudi finančni podhranjenosti, ki jo poznamo v športu v Sloveniji, smo kljub vsem tem avtogolom, ki se jih sami dajemo, še vedno športna velesila in 5 medalj, od tega 3 zlate, 1 srebrna, 1 bronasta in potem še 10 uvrstitev do 10. mesta, kaže samo na to, kako vrhunski smo. In ko sem že ravno pri medaljah, je prav, da omenimo Benjamin Savšek, kajakanu, Primož Roglič, kronometer v kolesarstvu, Luka Dončić, športnega plezanja, Janja Garambret, zlata medalja, samo potrdila svojo dominanco, Tina Trstenjak, srebrna medalja v judu in potem še bronasta medalja Pogačarja, že na prvi dan olimpijskih iger v kolesarstvu, cestni dirki, pa 4. mesto slovenske košarkarske reprezentance, 5. mesto Kaje Kajzer v judu, potem Trajkoviča v tekvandoju, Kristjana Čeha v metu diska, 5. mesto Tina Mrak in Veronika Macverol jadranje, 5. mesto Tina Šutej v atletiki skoko palici in pa še 5. mesto Darko Jorgič, ki je v bistvu vse presenetil v namiznem tenisu, vrhunske uvrstitve, kakorkoli pogledamo, to so tiste lesene medalje, ki se jih ne podeljuje, ampak kažejo na to, da smo res športna velesila in upam, da bodo čez 3 leta naslednje olimpijske igre v Parizu vsaj pol tako uspešne, kot so bile te letos. 5 medalj, 1 medalja na 400,000 prebivalcev. Če bi kakšna Amerika, Rusija, Kitajska osvojila toliko medalj, osvojijo ogromno medalj, seveda, ampak ne pa toliko na število prebivalcev kot naša mala Slovenija in res je, glede na finančne vložke in konstantno podhranjenost športa pri nas, je to kar nek mali čudež in si športniki res zaslužijo čestitke, kapo dol za njihov trud, vztrajnost, pogum, voljo, trdo delo, talent. Nekaj, res so nam pričarali ogromno užitkov, ogromno lepih trenutkov, ki jih lahko pričara samo šport. In Blaž, preden nadaljujeva, bom jaz samo, da ne bova pozabila, ker vidim, da sva že padla v debato, pa bi prej samo spomnil poslušalce, če lahko všečkajo tale posnetek ali pa se naročijo na naš YouTube Sportinfo.si kanal ali pa na naše kanale na ostalih platformah, kjer nas poslušate, Spotify, Apple, SoundCloud, Google Podcasts. Prisotni smo na vseh večjih platformah, na vsaki nam lahko pomagate z všečkom ali naročnino. Na YouTubu pa, če kliknete še tisti zvonček, boste zraven takoj dobili obvestilo o vsakem novem podcastu. Še najbolj smo pa veseli vaših komentarjev. Tudi od vas želimo slišati, kako se počutite po teh olimpijskih igrah, kako ocenjujete rezultate slovenskih športnikov, slovenskih košarkarjev. Vse to nas zanima, pa glede na to, da pozivamo poslušalce k komentarjem, podajva še midva najino mnenje. Kar se tiče Slovenije, slovenskih športnikov na olimpijskih igrah, vse sva že povedala. Samo kapo dol, mislim, da lahko tukaj rečemo, Anada. Saj ni drugega, kapo dol, pokazali so res vso znanje, mojstrstvo, srce,
včasih res ne cenimo dovolj, kaj naši športniki pomenijo v svetu. Ne nazadnje, to je najlepše prikazala košarkarska reprezentanca, ko je cel Dallas County praktično navijal za Slovenijo in ne za Ameriko, kar je bilo prav čudno. Na Twitterju je več Američanov napisalo ravno to, navijam za Slovenijo in mi sploh ni žal, da ne navijam za Ameriko. Ogromno Američanov, ne samo iz Dallasa. Jaz sem dobil sporočila iz vseh koncev Amerike od raznih Američanov, ki jih je zanimalo, kakšna bi bila slovenska verzija njihovega imena. To je bilo prav zabavno. Slovenski navijači na Twitterju so ameriškim navijačem podarjali slovenska imena, tako kot je Mike Tobey postal Miha Tobe. Res, po celi Ameriki, Blaž, po celem svetu. Iz Hondurasa, Kolumbije, Brazilije sem videl na Twitterju sporočila podpore slovenski reprezentanci, ne samo v tujih jezikih, ampak tudi v slovenščini. Američani so se slovensko učili pisati zaradi naše reprezentance, kar pa ostaneš brez besed. Pa ne samo reprezentanca v košarki, tudi recimo Pogačar in Roglič, to sta bile glavne zvezde na Japonskem, ko so bili dovoljeni gledalci transparente, gremo Rogla, gremo Pogi. Mislim, to je bilo noro zagledati. Ne? In to je pač tisto. Športniki so najboljši ambasadori naše male države in vsak njihov uspeh je v bistvu nova promocija za nas. In meni se zdi, da je res pač, koliko so nas včasih radi zamenjevali z Slovaško, se mi zdi, da v zadnjih 10 letih ravno na račun športnikov je tega zamenjevanja bistveno manj in točno dobro se že ve, kdo je to Slovenija. In v bistvu največji uspeh je pa ravno, ko ti uspe Američane prepričati, da neka 2-milijonska država v Evropi dejansko obstaja. Ne? Mislim, da si tukaj pa že kar naredil velik korak k prepoznavnosti Slovenije. Ja, res je. Američane smo učili tudi geografije na Twitterju in tega je sposoben samo šport, tega so sposobni naši športniki, ko si omenjal recimo te največje zvezdnike, ja, Roglič, Pogačar, Dončić, Garambretova, to so bila ena od najbolj prepoznavnih, če ne nekateri najbolj prepoznavna imena teh olimpijskih iger. Ta naziv, roko na srce, gre seveda Luki Dončiću, tudi če spremljamo na družbenih omrežjih, tujih medijih poročila. Je vendarle košarka drugi največji ekipni šport na svetu. Mislim, da se tega ne poudarja dovolj. Vendarle košarko igrajo na čisto vseh kontinentih, milijoni na čisto vseh kontinentih, pa se bom ponovil in rekel tisto, kar sem že večkrat, samo na Kitajskem košarko rekreativno igra več kot 200 milijonov ljudi. Mislim, za 100 Sloveniji imajo rekreativnih igralcev košarke samo na Kitajskem. Potem pa povsod drugod po svetu in da v tako masovnem, odmevnem športu, konec koncev enem od najbolj popularnih športov sveta za nogometom, drugim najbolj popularnim ekipnim športom in tudi razširjenim ekipnim športom, da v tako masovnem športu prideš tako visoko, ja, lahko to ocenimo samo kot uspeh. Kljub temu, Blaž, ti si bil nezadovoljen, še posebej po unem porazu proti Franciji, te je res potrl, tako kot nas vse. Po drugem zaporednem porazu proti Avstraliji smo bili vsi še toliko bolj žalostni in razočarani, naši fantje še najbolj, nekateri v solzah, smo videli, koliko jim je to pomenilo in verjamem, da bodo v teh dveh porazih še dolgo razmišljali, ampak je pa to lahko tudi motivacija za naprej. Da smo zdaj prišli med top 4 na prvem turnirju, kjer je bil Luka tisti vodja reprezentance z neko novo reprezentanco, ne novo, če gledamo sestavo igralcev, ampak vendarle gre z Luko kot vodjem, kot povsem drugačnim igralcem v primerjavi z letom 2017, to vendarle za neko drugačno reprezentanco. In da je ta reprezentanca že na prvih olimpijskih igrah, prvem velikem turnirju dosegla tak uspeh, se bom ponovno rekel, da se preprosto ne zavedamo, za kako velik uspeh tukaj gre, Blaž. To je ogromen uspeh. Ogromne države so, recimo Avstralija, mislim, da je nekaj 25 milijonov prebivalcev, Amerika
300 plus milijonov, Francija 40-50 milijonov, govorimo pač res o gromozanskih nacijah in potem pride tam ena Slovenija, 2 milijona pokvari njihovo zabavo v narekovajih. Francozi so se pošteno tresli do zadnje sekunde, Avstralci sicer malo manj, ampak to je bila zelo specifična tekma, ampak Američanim pa mislim, da bi se tudi hlače tresle, če bi Slovenija prišla v finale in jaz še vedno stojim za uno svojo izjavo, da bi Luka Dončić preko Durenta step backom trojko zadev na koncu za olimpijski naslov Slovenije, ampak čez 3 leta pa mogoče ne bo lik Durant, bo mogoče kakšen Jason Tatum, ampak še vedno stojim za to izjavo. Ja, neke vrste košarkarski čudež, smo vodeni s čudežnim, nekdaj čudežnim dečkom. Blaž, je Luka najboljši igralec sveta v tem trenutku? To je bila tudi ena debata, ki se je pretekli teden odvijala ne samo na družbenih omrežjih, tudi v nekaterih medijih. Durant je bil na koncu izbran za MVP-ja turnirja, Luka je seveda pričakovano v idealni peterki, verjetno bi bil MVP, če bi Slovenija prišla v finale. Poleg njiju še Ricky Rubio, Patty Mills. FIBA Patty je kot Michael Jordan skoraj da in pričakovano tudi on. In Rudy Gobert. Verjetno se strinjaš s tem izborom ali ne, pa Luka kot najboljši igralec sveta. Ja, mislim, načeloma s peterko se kar strinjam. Mislim, da pa so ti igralci, ki so dejansko pokazali največ na tem prvenstvu. Zdaj je Luka Dončić najboljši igralec na svetu, je zelo težka debata. Bom rekel individualno, jaz mislim, da je še vedno Kevin Durant boljši od njega, ampak ko Luko postaviš v bilo katero ekipo, bo ekipo dvignil in zdaj tukaj pozraja se meni vprašanje, če mi vzamemo recimo Luko Dončića in damo notri Duranta, a bi mi prišli preko Litve na olimpijske igre? Jaz mislim, da ne. Še vedno mislim, da individualno je Durant boljši igralec od Luke, ampak gledano v kontekstu sistema, ekipe, te versatilnosti, raznovrstnosti, ki jo premore Luka, pa mislim, da v reprezentančni košarki bolj paše v našo ekipo kot Durant. In ja, mislim, se je tudi na tem turnirju v bistvu dokazal, da gre za enega verjetno v tem trenutku top 3 igralca na svetu. Durant verjetno top 1, potem pa ja, zelo hitro mu sledi pa že Luka Dončić in Luka je bil na koncu izmozgan, pretepen, poškodovan, dejansko dal je 130% iz sebe na koncu, tudi ta utrujenost, ki mislim, da se mu je prikradla in to je v bistvu tudi en izmed razlogov, ta njegova fizična pripravljenost, o kateri v bistvu govorimo že zelo dolgo časa. Ampak ne glede, še vedno kapa dol za predstavo in ja, mislim, da je zato naša reprezentanca je najboljši košarkar na svetu in mislim, da ni v tem trenutku košarkarja mogoče samo LeBrona, ki bi lahko naredil iz slovenske reprezentance to, kar je naredil Luka Dončić. Ampak zate je potem Durant še vedno boljši, se je rekel top 1 Durant, potem pa Luka zelo blizu. Jaz ne vem, če bi se strinjal tukaj. Jaz mislim, da po letošnjem play-offu in po teh olimpijskih igrah lahko rečem, da je Luka boljši igralec. Durant je boljši skorer, mislim, da je boljši strelec, ampak je Luka boljši košarkar, boljši igralec, bolj celovit, tako kot si ti rekel. Mislim, da lahko v NBA-ju ali v FIBA košarki da toliko ali skoraj toliko točk vsaki ekipi kot Durant, ampak lahko da precej več, kar je tudi dokazal, seveda skokov in predvsem podaj. Tista playmakerska predstava proti Franciji, 18 podaj, 1 izgubljena žoga, bo nekako ostala v senci tega poraza in se o tem ne bo dosti govorilo. Nekateri se bodo spomnili njegovih zgrešenih metov na tisti tekmi, ampak jaz bom še enkrat ponovil tisto, kar sem povedal že po tisti tekmi. To je playmakerska predstava za zgodovino in take playmakerske predstave seveda Kevin Durant, ki je drugačen igralec, ni sposoben. Mislim, da sta one dva v tem trenutku dva najboljša igralca sveta in mislim, da je Luka kanček boljši. Kanček bolj versatilen, recimo, ko govorimo potem o igralcih, kot sta Jokić ali Janis MVP rednega dela sezone, Jokić tudi, Janis zdaj še MVP finala. Ampak že spet mislim, da ko govorimo o najboljšem igralcu, ne samo v določenih aspektih igre, kjer sta boljša od Dončića, ampak če vzamemo v pogled čisto vse aspekte igre, pa mislim, da je Luka v tem trenutku pri 22 letih že najboljši igralec. In ravno to, kar si na koncu povedal, je zame tudi eden izmed pomembnih
pomembnih argumentov. Mislim, da če Luko v tej reprezentanci zamenjaš s Kevinom Durantom ali pa Janisom ali pa Jokićem, mislim, da ta reprezentanca ne bi prišla tako daleč. Seveda ima tudi Luka svoje pomanjkljivosti, govoril si o tem, pretepli so ga, utrujenost, na koncu tudi tista poškodba dlani na tekmi z Francijo, ki ga je zagotovo ovirala tudi na finalni tekmi. V kakšni meri so vsi ti faktorji vplivali na njegovo slabšo predstavo na tej finalni tekmi? Ja, lahko samo ugibamo, zagotovo vsak v določeni meri, tudi recimo kondicijska pripravljenost je nekaj, kar lahko Luka, in o tem smo dosti že govorili, pa se ne bomo ponavljali, ampak lahko še precej izboljša. In samo, če popravi ta aspekt, je lahko še, 10, 15, 20% boljši igralec. Pa, kot sem rekel, že zdaj mislim, da je v tem trenutku, ko gledamo NBA in FIBA, jaz bi mogoče se strinjal s tabo, Blaž, da ni najboljši NBA igralec v tem trenutku. Ampak mislim, da če vzameš NBA košarko in FIBA košarko skupaj, reprezentančno košarko in profesionalno klubsko košarko, mislim, da ni drugega igralca, ki bi bil lahko tako dominanten in tako daleč popeljal take ekipe, kot so recimo Dallas Mavericksi ali pa slovenska košarkarska reprezentanca. Individualna kvaliteta je še vedno na strani Duranta, ampak kar se pa tiče za ekipo, je pa verjetno pač Luka Dončić pred njim. In mislim, ne nazadnje tudi Durantu na tem turnirju ni bilo potrebno tako zelo garati kot Luki Dončiću. Mislim, da nobenemu košarkarju dejansko ni bilo potrebno tako zelo garati. Je čarovnik, ustvaril je s to reprezentanco in majhen čudež, in jaz mislim, da smo lahko zelo, zelo optimistično naravnani tudi za prihodne reprezentančne cikluse, če bo le zdrav in če le mu bo liga NBA oziroma bolje rečeno Dallas, če mu bo pustil igrati za reprezentanco, ampak vem, dobil sem že nekaj sporočila tudi na Twitterju, nekateri so pisali, da mu ne bo, ampak jaz mislim, da Dallas mu do sedaj ni povzročal problemov in jaz mislim, da mu jih tudi za naprej verjetno ne bo. No. Tukaj sploh ni stvar tega, da mu morajo dovoliti. Luka lahko za reprezentanco igra po poteku NBA sezone, glede na dogovor FIBE in NBA lige, po lastni želji. Kadarkoli želi in mu tega tudi Dallas ne more preprečiti. Tukaj je ta dogovor med obema organizacijama jasen in NBA klubi svojim igralcem igranja za reprezentance, ko potečejo sezone, ko je sezone konec seveda, ne morejo preprečiti, ne smejo pravzaprav preprečiti. Tako da tukaj bo vse v rokah Luke, tako kot je bilo recimo v rokah Dirka. In tako kot je Dirk leto za letom redno igral za reprezentanco, bo tudi Luka lahko, če bo seveda tako želel in če bo zdrav. Prvi pogoj je tukaj zdravje. Ampak če je igralec zdrav, je pa odločitev samo v njegovih rokah, tako kot je recimo bila samo v rokah Jokića, ki se je odločil, da po naporni sezoni ne bo igral za reprezentanco, pa njegova sezona ni bila dosti manj ali pa nič manj naporna kot Lukova. Oba sta morala svoje klube nositi na hrbtu. Luka še konkretno slabšo postavo od Jokića je mogel prigurati do play-offa. Tukaj je odločitev samo v rokah igralcev, nekateri se zaradi pogodb, nekateri zaradi utrujenosti, nekateri zaradi drugih razlogov odločijo za to, da ne bodo igrali. Ampak po vseh izjavah Luke in tudi ostalih fantov, po vsem, kar smo slišali o atmosferi v reprezentanci, vzdušju, kako dobre družba so, kako odlično se razumejo, sem prepričan, da bo Luka s temi fanti želel poseči po novih medaljah in je to tudi potrdil. Tista izjava po koncu tekme je bila zame skoraj toliko vredna kakor bronz. Ko je Luka povedal na tiskovni konferenci, naš naslednji cilj je Evropsko prvenstvo, kjer želimo biti prvi. In mislim, Blaž, da lahko ta reprezentanca na Eurobasketu ubrani naslov evropskih prvakov v taki, mogoče tudi kanček boljši postavi, recimo kakšen Šiško lahko tukaj zraven še pride. Morda se priključi še kakšen, bom rekel, mlajši igralec v tem času, da se bo že razvil. Ne nazadnje, zdaj letošnje poletje je bilo zelo uspešno za slovenske mlajše selekcije. U20 in U18 sta oba zmagala na FIBA-inem Challenger evropskem prvenstvu. Fantastični rezultati za te fante in je tudi tam kar precej potencijala. In 3 leta so v bistvu v športu kar dolga doba. In lahko se zgodi, da se bo kakšen razvil in dvignil še kakšno stopničko
nivo više, ne nazadnje, jaz mislim, da tudi Luka bo precej boljši, kot je bil sedaj, kar mislim, da je zelo težko verjeti, ampak mislim, da 3 leta izkušenj lahko tudi njega spremenijo v povsem drugačno žival. Ne nazadnje tudi Vlatko Čančar, mislim, da ima lepo prihodnost v NBA-ju in da bo končno v teh 3 letih verjetno našel sredino, v kateri bo redno igral in napredoval. Tudi ostali igralci bodo boljši, kot so sedaj, in pa tudi ne bojo še tako zelo stari. Večina jih bo sicer prišla ravno v tista košarkarska, v idealna košarkarska leta, takrat, ko vemo, da so košarkarji na vrhuncu, kakšen bo mogoče odpadel, ampak ne nazadnje pa ta reprezentanca ima v sebi, mislim, da še ene olimpijske igre in upajmo tudi, da bomo tja prišli. Ko govoriš o napredku, ki ga lahko Luka naredi konec koncev, pri 22 letih je še 4 ali 5, mogoče 6 let oddaljen od tistega prima, tistih najboljših košarkarskih let, tistih let, ko košarkarji ponavadi igrajo najboljšo košarko, ko se fizika in psiha nekje srečata na tistem vrhu, in do tega mu res manjka še kar nekaj. Tudi izkušnje, ki jih je pridobil s tem turnirjem. Pa mogoče, Blaž, preden rečemo še malo o teh prihodnih turnirjih ali pa se zazreva malo pod prihodnosti, mogoče rečemo tudi kakšno dogajanju na drugi strani Atlantika, čisto na koncu podcasta, da vas sam še kakšno reči o tej tekmi za Avstralijo, ker so zdaj bolj nasplošno debatirala v celotnem turnirju. Na koncu precej zanesljiv poraz, treba je reči, Avstralci so bili boljši, ampak tudi mi nismo bili tako zelo daleč, kot bi morda sklepali glede na ta relativno visok poraz. Avstralija, mislim, da ta tekma se na koncu najbolje opiše z izrazom, da si je Avstralija enostavno želela zmage bolj kot Slovenija. To se bo slišalo zelo smešen, ker je pač to tekma za 3. mesto, ampak jaz mislim, da je tisti poraz proti Franciji v bistvu način, na katerega smo izgubili. Mislim, vseeno je razlika, ali ti izgubiš proti nespornemu prvemu favoritu turnirja za 20 točk ali pa izgubiš v zadnji sekundi za 1 točko. V polfinalu mislim, da to pušča dosti hujše posledice na psihi in ne nazadnje se je to poznalo tudi našim. Vse te izgubljene žoge, kjer smo krepko presegli povprečje, ki smo ga dosegali na tem turnirju, so bile priča tem. Pa to spet govorim, bile so to recimo izgubljene žoge, ki so bile bolj posledica nepozornosti kot pa karkoli drugega. Mislim, zdaj, če vržeš ti žogo iz svojega avta nasprotniku v roke, mislim, to so pač take napake, ki kažejo na psihično utrujenost in nezbranost. In na koncu to nas je tolklo. Ne nazadnje, sej 5. Mills je bil fantastičen, bil je odličen, ampak samo en 5. Mills nas ne bi mogel premagati, pa če bi dal 60 točk, treba bilo ustaviti ostalo, ampak enostavno Avstralci so celotno tekmo nekako dobili na rutino, mi nikakor nismo prišli v ritem. Še takrat, ko smo prišli v ritem, ne hočem se dotikati preveč sodnikov, ampak še takrat, ko smo prišli v ritem, so ga oni zelo hitro znali prekiniti, namerno ali nenamerno, mislim, da nenamerno, pač pomanjkanje izkušenj teh sodnikov sojenju na takšnem nivoju pač terja davek, ampak na koncu zaslužen poraz in upam, da bo čez 3 leta bolje. Ja, Blaž, omenil si sodnike, nekaterim gre že na živce omenjanje sodnikov, nekateri trdijo, da se preveč govori o sodnikih, pa mogoče te ne bojo najbolj zadovoljni, ker mislim, da lahko kakšno besedo sam še rečeva o sodnikih. Pa ne bi tukaj izpostavljal samo tekme z Avstralijo ali pa tekme s Francijo, ampak če pogledamo turnir kot neko celoto, je dejstvo, da sojenje ni dobro. Je dejstvo, da najboljših sodnikov tukaj ni. Da ni sodnikov, ki sodijo v Euroligi, da ni sodnikov, ki sodijo v NBA ligi, sodnikov, ki imajo največ izkušenj s sojenjem tem najboljšim igralcem. Tukaj preprosto ni. Konec koncev, recimo, so tudi igralci naši in selektor omenjali sodnike po koncu tega tekmovanja. Recimo selektor je povedal, citiram, res je, da deloma vpliva na našo igro, če se ukvarjamo s sodniki. Po drugi strani je igralcem včasih res težko, ko se naredi krivica, žrtvuješ celotno poletje, daješ vse od sebe in se ti naredi krivica. Po mojem mnenju je Luka najboljši igralec na svetu, po mnenju številnih pa sodi med najboljše. Na njem se zvrstijo različni obrambni igralci z različnimi obrambami in prijemi, nekaterimi dovoljenimi in nekaterimi ne. Težava je v tem, da je treba igralca zaščititi. Če
Če nekdo tepen celotno tekmo, težko to trpi in mu ni lahko. In to je res tudi v NBA ligi, kjer govorimo o sodnikih in tem, da Luko ne zaščitijo dovolj. Zdaj, zakaj je to? A je to mogoče zaradi tega, ker Luka preveč govori, ker rad pošlje sodnike v PM, če ne sodijo dobro, pa jim po vrhu pove še par krepkih. Je temperamenten, je emocionalen igralec, je igralec, ki mu tudi ni lahko soditi, ker je toliko kontakta nad njemu, da bi mu lahko praktično v vsakem prodoru piskali osebno in ga nagradili s prostimi. Ampak po drugi strani pa vidimo, da so igralci, ki so jim sodniki precej bolj naklonjeni. Že spet v NBA in v FIBA. In kako lahko Luka pride do te točke, tudi to je en ključ do naše medalje ali pa do naslova, en majhen delček, ni to zdaj zelo velik delček, ampak je en delček. Pa še izjavo Blažiča bi samo, ko že govoriva o sodnikih, dodal tukaj, citiram Blažiča: Avstralci so zasluženo zmagali, a moram reči, da so imeli znatno pomoč sodnikov. Žal nam niso bili naklonjeni ves turnir. Toliko je bilo enih situacij, ki jih preprosto ne razumem. Niso krivi sodniki, saj ne sodijo za nalašč tako, to da preprosto niso na ustrezni ravni. Res je, da smo se preveč obremenjevali s tem vsako tekmo, še posebej takrat je bilo verjetno res grdo videti po televiziji, ko smo praktično vsako odločitev komentirali. To moramo popraviti, če hočemo biti najboljši. Tudi Luka je nekaj podobnega povedal po koncu, da se zaveda tega, da mora svoje emocije bolje kontrolirati, ampak je pa tudi res, da sojenje ni bilo dobro, da bi nam lahko bolje sodili in na tekmi s Francijo in na tekmi z Avstralijo, recimo, ko smo se približali potem tisti Iran, ki smo ga imeli v zadnji četrtini in prišli na 5, 6, 7 točk zaostanka. Potem pa sodniki presekajo to s tisto nešportno napako Blažičev, ki je bila v tistem trenutku, ne vem, se mi zdi res zelo rigorozno dosojena. In potem prosti meti, pa še žoga, pa še trojka in je bila tekma praktično zaključena. Do tistega trenutka smo pa bili v naletu in če ne bi bilo tistega piska, boh ve, kaj bi se zgodilo, ampak jaz bi za konec te debate sodniki sam povedal, da Avstralci so bili boljši, so zasluženo zmagali, pa dodal še, ko sva govorila o izkušnjah, da so oni že ogromnokrat igrali polfinala. Če gledamo samo olimpijske igre, mislim, da 4-krat, če gledamo zraven še svetovna prvenstva, še večkrat pa osvojili tisto leseno medaljo, ki si jo omenjal. In ta generacija Avstralcev, zlata avstralska generacija z 6, 7, 8 NBA igralci, ki je skupaj igrala res ogromno turnirjev, je vendarle po vseh teh turnirjih prišla do medalje. Tako da z 22-letnim Luko Dončićem, sodniki z izkušnjami, bomo tudi, mislim, da to popravili. Vsaj upam, da bomo. Upam, da nam na naslednjem Eurobasketu ne bo treba zopet govoriti o sodnikih. Na tem nivoju s takimi igralci, kot je Luka Dončić, žoga je hitrejša, žoga je bolj nepredvidljiva, nasplošno so igralci hitrejši, bolj skočni in pa še ena stvar, namazani so z vsemi žalbami. In če ti tega res ne vidiš vsak teden na takem nivoju, zelo težko tudi ločiš, kdo kaj mal odšpila, pa kdo ne, kot je ne nazadnje Patty Mills, ko ga je Blažič v bistvu samo mal potrepljal po rami, pa je odletel na nasprotno tribuno. Tako da to so pač take malenkosti, ki na koncu, mislim, tudi ne nazadnje tiste tehnične napake proti Franciji, ki smo jih v bistvu dobili potem, ko nam niso priznali regularnih košev, čisto rešljive situacije, pač pogledaš posnetek, ne govorimo o nekem brezveznem favlu, ki se je zgodil ob eni akciji, pa da greš za to gledati posnetek, govorimo o situacijah, ki so preverljive, kot je pač dejansko priznavanje koša, ne pa da v bistvu na koncu najprej ne priznaš koša, na to pa daš še tehnično in posledično pade recimo še en prosti met, namesto da bi v bistvu razrešil situacijo. Je pa dejstvo tudi to, slovenska reprezentanca je neizkušena reprezentanca, kar se tiče takšnih tekem. To mislim, da je tudi botrovalo vsem tem emocionalnim odzivom na sodniške odločitve, kar je v bistvu nekoliko zanimivo, glede na to, da pač smo imeli podobne situacije, na rekovajih, že na Eurobasketu 4 leta nazaj, pa takrat nismo tako zelo burno skakali, ampak očitno je bilo tam tudi, bom rekel, Kokoškov je vseeno imel nekoliko drugačen pristop do igralcev, tudi Goran, ne nazadnje. Goran, to bi njega mogel najprej omeniti pred Kokoškom. Hotel sem v bistvu oba omeniti,
tako, da sta malo bolj, bom rekel, mirne osebnosti. Ne, Sekulič je vseeno, pač mogoče ne deluje, ampak vseeno je nekoliko bolj verbalen od Kokoškova, ampak Goran pa je definitivno, pač vemo, da Goran je pač igralec, ki, mislim, a si kdaj njega slišal kadarkoli, karkoli pizdic, če lahko uporabim ta izraz, zelo, zelo redko. In ja, je to bil sposoben vcepiti tudi v svoje igralce. Jaz mislim, da tukaj nam je dejansko manjko en Goran, da bi malo potisnil dol te emocije ostalim igralcem in mogoče malo bolj hladne glave, ampak lej, tako pač je. In, Ja, se mi zdi, Kokoškov in Goran sta bila neka dobra kombinacija, fire and ice na nek način, a veš, kaj spomnim se Gogija, put your head up and play, a veš, tis govor na klopi ravno dvignil reprezentanco, ko je on zaradi krčev obsedel zadnje minute v finalu proti Srbiji, tako da takega igralca mislim, da zdaj na klopi nismo imeli, predvsem s tako avtoriteto. Fantje so si želeli, so se borili, so se spodbujali, vse sva omenjala odlično atmosfero v ekipi in povezanost fantov, ki so se res bodrili drug drugega, ampak je nekaj drugega, če ti nekdo, ki ga res spoštuješ, nekdo, po katerem se zgleduješ, če ti to nekdo tak reče, ali pa če ti to reče kolega, soigralec, soborc, kolega vojak, a veš, če pa pride od generala, ki ga pa res spoštuješ, ti pa po mojem to še tis ekstra zagon da in ko bo poteklo nekaj časa, bomo lahko tudi kakšne malo bolj konkretne analize trenerja naredili, a veš, njegovega dela. A so bile vse rotacije, vse menjave, vse poteze, vse akcije idealne, koliko recimo tak igralec kot je Luka Dončić zakrije kakšne napake trenerja, tudi to je lahko topika, ker dejstvo je, da tak igralec kot je Luka Dončić lahko iz slabe ekipe s slabim trenerjem naredi vsaj povprečno ali pa dobro ekipo. Pa da me ne bo kdo narobe razumel, mislim, da je Sekulič, in to smo tudi večkrat povedali v podcastih, mislim, da je opravil odlično delo. Ampak a bi recimo Obradović na klopi proti Franciji lahko pomenil tisto točko razlike? A veš, kaj hočem povedati, Blaž? A bi lahko z svojo avtoriteto Vem, ja. tak trener pripeljal do kakšne sodniške odločitve v našo korist več? Pa Blaž, spomni se tudi na Eurobasketu 2017, ko sva snemala podcaste, sva kljub našim zmagam, tudi takrat, ko smo zmagali, omenjala, da je bilo sojenje slabo, pogostokrat, in tudi tam smo lahko recimo na Eurobasketu spremljali že sodnike iz držav, kjer je košarka morda šele 10. šport in kjer morda je nivo košarke enak recimo slovenski rekreativni ligi. In sej, kakor je rekel Blažič, niso sodniki krivi, preprosto niso dorasli temu nivoju, pa da ne bom preveč jamral, bom zdaj zaključil v sodnikih, ampak je to ena taka topika, brez katere mislim, da ne gre, kljub temu, da gre mnogim na živce. Zelo hitro sem opazil tudi na Twitterju, pač ljudje to, če kritiziramo sodnike, zamenjajo s tem, da iščemo izgovore v sodnikih. Mislim, ne iščemo izgovore. Fajn je pa tudi, da se na take stvari opozarja. Ne? FIBA ima tukaj res, mislim, da ogromno težavo. Če se te stvari ne bojo uredile, jaz mislim, da FIBA zelo kmalu več kot organizacija, taka kot je, več ne bo mogla obstajati, ker ne bo mogla obstajati. Enostavno FIBA že sedaj ima zelo, zelo malo besede v svetovni košarki, kar je zelo smešno, glede na to, da govorimo o svetovni košarkarski organizaciji, pa NBA dela stvari po svoje, Euroliga dela stvari po svoje. Jaz ne vem, koliko časa bo ta zadeva lahko šla še tako naprej. No, to je tisto, kar je zelo veliko vprašanje. Mislim, to je čisto, bom rekel, drugačen vpliv v svetovni košarki, kot recimo ga ima FIFA. Pri nogometu, kjer pa se vemo, vse se začne in konča v svetovnem nogometu za FIFA, pa tudi, če je to korupcijski škandal ali pa če ni korupcijski škandal. In ja, jaz mislim, da tukaj FIBA nekaj bo mogla narediti, požret ponos in iti nekako v nek dogovor z Euroligo. To je zelo težka tematika. No? In jaz mislim, da to je en ta gordijski vozel, ki se ga bo zelo težko rešilo in v njega se je pa v bistvu FIBA spravila sama. Ne? To pa je dejstvo in posledično je pa potem, da na nek način trpijo reprezentanti, trpijo reprezentančne tekme s tem, ko v bistvu potem moraš izbirati sodnike, ki niso dovolj dobri za to raven. Ne vem, enostavno pač, ja, tako kot sem rekel, začaran krog, ja, jajce ali kokoš in v tem smo sedaj tukaj. In jaz mislim, da se to kaj v kratkem ne bo rešilo, je pa, tako kot sem rekel, vprašanje, koliko časa lahko FIBA še na tak način gre naprej.
tako kot si rekel, ne zelo dolgo, Blaž, ne zelo dolgo ta spor z Euroligo, ki si ga omenjal, to je vse začaran krog in v to so vpleteni tudi sodniki. To je vse ena debata, ki se sedaj vleče že skozi naše podcaste v medijih, v košarkarski javnosti, nasploh že nekaj let, že od praktično Eurobasket 2017. Takrat so se začele te težave, seveda Euroliga ne spoštuje FIBA-nih kvalifikacijskih oken. FIBA je šla v odprto vojno z Euroligo, o tem smo dosti povedali, da se ne bomo ponavljali. To je res zapletena tematika. Tako kot si pa rekel, Blaž, najbolj bodo, pa bom kar direkten, najebale ravno majhne reprezentance in so že. In smo že. Zaradi tega mi nismo bili na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, kjer bi takrat še mogoče z Goranom pa Luko posegali po medaljah. A kdo misli po tem, kar smo videli po Eurobasketu 2017, po teh olimpijskih igrah, da ne bi mi bili med top 4 reprezentancami vsaj v najslabšem primeru na zadnjem svetovnem prvenstvu, da ne bi Špancev še enkrat premagali. Zdaj smo jih v uni sestavi, smo jih v tej, da bi imeli listo iz Eurobasketa 2019, 2 leti nazaj na svetovnem prvenstvu. Ja, mislim, da bi v finalu mi počeli dol Špancem. Mislim, da bi tudi tisto ameriško reprezentanco. Ta zdajla je bila dosti boljša, z Durantom je to precej bolj popolna reprezentanca. Se sva rekla, z drugim najboljšim igralcem sveta, no ja, zate prvi morda, ali pa da ne bo zdaj spet padla v to debato, ampak top 2 igralcem sveta, ja, je to drugačna reprezentanca, če imaš potem še nekaj igralcev, ki sodijo med top 20 ali top 30 na svetu, česar si ostale reprezentance ne morejo privoščiti. Ampak ja, NBA, FIBA, Euroliga. Mislim, ne nazadnje, ko ravno menijo svetovno prvenstvo, Španci so bili svetovni prvaki, Argentina je bila podprvak, oboje smo premagali, Francozi so bili tretji in smo v bistvu na koncu izgubili za mišo dlako. Pa tiste reprezentance so bile, vsaj španska in argentinska, dosti podobne tem, francoska je bila pa mislim, da nekoliko slabša, kot je bila ta sedaj in ja, mislim, da bi lahko celo osvojili naslov svetovnega prvaka s to reprezentanco. Mislim, gre se tukaj tudi za to, da naša reprezentanca ne samo, da pač je kvalitetna, ampak igra tudi izjemno lepo, zanimivo košarko, igra dobro obrambo, igra še boljši napad. Napad na teh olimpijskih igrah je Slovenija na koncu v povprečju dosegala 100,2 točki, samo 2 reprezentanci v zgodovini olimpijskih iger sta dosegale više število točk in to sta bile obe ameriške reprezentance. Ena je bila Dream Team in druga je bila tista z 2012, mislim, da z LeBronom in pa ostalo kompanijo, ki je bil v bistvu tudi neke vrste Dream Team, tako da Redeem Team, Blaž. Ja, Redeem Team, tako, ja. Ampak vseeno govorim, bila je izjemno, to so iz 2 vrhunski, bom rekel, samo poimensko, mislim, govorimo o igralcih, ki bojo vsi načeloma šli v Hall of Fame, ne, ki bodo pač v hiši slavni in smo v bistvu slabši samo od takih 2 ekip v napadu. Mislim, da to pove ogromno, ne, in spet pridemo tukaj do skupne točke, da tukaj pa je to vse povezal nekako Luka Dončić. In jaz mislim, da s tako reprezentanco, s tako igro, glede na kvaliteto, ki je bila na svetovnem prvenstvu, jaz mislim, da bi mi dejansko še z Goranom bili svetovni prvaki in ja, kot si rekel, zdaj zaradi te FIBE najebemo te manjše reprezentance. Ne, mislim, da je to prekompleksna debata, da bi jo naprej še nadaljevala, ampak lahko v bistvu na tej točki s FIBO malo zaključva, ne, ker se lahko samo še vrtiva v bistvu krogu. Lahko pogledava proti naslednjim turnirjem na Eurobasket smo kvalificirani za naslednje svetovno prvenstvo, bomo pa mogoče že spet morali te debate odpreti in pizditi čez FIBO in ta kvalifikacijska okna in tožiti nad pomankanjem ključnih igralcev v kvalifikacijah. Zdaj to reprezentanco čakajo 3 priložnosti za ponoven vzpon na tron, da se zopet povzpnejo na košarkarski Olimp, Evropsko prvenstvo naslednje leto, leto zatem svetovno prvenstvo in potem leto zatem še olimpijske igre. 3 turnirji, 3 priložnosti za to reprezentanco, to ekipo, ki lahko skupaj zdaj še bolj izkušena, še boljša konec koncev, govorila sva, to ni stara ekipa, lahko se zopet uspne na sam vrh. O tem bomo nedvomno še veliko govorili. Jaz se strinjam z Luko, tako kot sem že povedal, mislim, da lahko ta ekipa naslednje leto ubrani naslov, ampak seveda, morali se bomo zbrati v popolni postavi, potem bomo pa lahko posneli kakšen podcast in Blaž napovedali morebitno medaljo, ko bomo videli, kdo bo igral.
Ja, tako je in jaz sem v bistvu tudi na Twitterju že začel debato o tem, ali dejansko pač naslednje leto obstaja kakšna reprezentanca, ki bi se jo slovenska reprezentanca morala bati. Jaz mislim, da razen Francozov, če pridejo v podobni postavi, jaz mislim, da ne. No. Seveda to ne pomeni, da podcenjujemo druge reprezentance, tudi to mi je že nekdo očital. Jaz govorim samo, da pač enostavno ta reprezentanca daje optimizem, da lahko premaga vsakogar. Vedno do sedaj na velikih turnirjih, pač bodimo realni, vedno ko smo videli, da imamo recimo v skupini Francijo, da imamo Španijo, da imamo Litvo, smo se tistih tekem veselili, ampak hkrati bali kot hudič križa. Zdaj, ko vidimo te reprezentance zraven nas v skupini, smo tako, ja, ok, vse te tudi lahko premagamo. In o tem govorim, ne, dejansko mislim, da ni reprezentance, ki je ta ekipa ne bi mogla premagati in mislim, da predvsem ni reprezentance, ki bi se ta ekipa morala bati. In upam, da bodo to naslednje leto tudi pokazali in izkušenejši so, jaz mislim, da tudi emocije bodo nekoliko bolj pod kontrolo na naslednjem evropskem prvenstvu, ne nazadnje, tudi Luka bo bolj izkušen, vsi bodo eno leto starejši, izkušenejši, jaz mislim, da evropski naslov je dosegljiv, ne bo lahko dosegljiv, ampak mislim, da je dosegljiv in jaz v bistvu že komi čakam, da se začne, tako da če bi imel zdaj en fast forward gumb, bi v bistvu kar preskočil že tole vse, celo sezono, pa gremo kar na evropsko prvenstvo, pa se bi pol nazaj, bi šel za nazaj gledati, kaj se je kaj med sezono dogajalo. Kakšen tak fast forward gumb bi res prav prišel v življenju, ali pa rewind gumb, tudi isto prav prišel. Še bolj pa jaz mislim, da bi raje imel pause gumb. Tudi to ne bi več proti. Vsi trije gumbi bi zelo prav prišli v lifeu, ampak ja, to so pa debate že čisto ene druge podcaste, ne za tega Blaž. Ja, ne vem, no, jaz se strinjam z vsem, kar si povedal in upam, da se bo to tudi uresničilo in upam, da potem zdaj, če ne na teh olimpijskih igrah, pa na naslednjih Luka zadane tisti step back preko KD-ja v finalu za slovensko zlato. No, se ni važen preko kjerga igralca, pa v nekaterem od naslednjih 3 turnirjev, o katerih sva govorila, sam da bo step back za zlato, pa bom happy. Pa tudi ni važen, da je Luka, lahko je tudi Prle, ali pa katerkoli drug igralc naše reprezentance. Ja, na evropskem bo Mike Toby back step, pač step back čez... To pa ne verjamem, ok. Step back od Mikea Tobyja. Mike Toby za step backom čez Goberja. Ne vem, če je Toby že kdaj v življenju vrgel step back, tako da zelo dvom v njegov. Mislim, da ne, ampak enkrat se, enkrat prvič, ne. Ja, ne vem, mogoče bo pa Toby v Dallasu kakšen step back naslednjo sezono vrgel, glede na to, da še vedno rabijo kakšnega centra, še vedno rabijo kakšnega playmakerja. Blaž, mislim, da so zdaj tale košarkarski turnir in olimpijske igre dobro obdelala, pa lahko sam še kakšno besedo na hitro za konc rečeva o free agencyju, predvsem seveda Dallasu, Dončiću, Dragiću, Gogiju. Ker še vedno namreč ne vemo, kje bo Goran naslednjo sezono igral. Zaenkrat kaže, da bo ostal v Torontu. Problem je pa v tem, da večina ekip z Dallasom na čelu čaka na morebiten buyout Toronta, da Toronto odkupi njegovo pogodbo, ampak v Torontu Masai Ujiri, predsednik kluba, in Webster, njihov GM, sta že povedala za medije, da niti približno ne mislijo odkupiti pogodbe, ker je Goran še vedno odličen igralec na iztekajoči pogodbi, veteran, ki ga rabijo, playmaker, ki je samo nekaj let oddaljen od All-Stara in 1 leto oddaljen od izjemnega play-offa, v katerem je popeljal Miami v finale, na kar so zgleda v Miamiju tudi malo pozabili. In jaz bom še enkrat rekel, pa smo v tem že imeli debate, pa so se kresale in na podcastih in na Twitterju. Mislim, da razlika med Laurijem in Goranom ni niti približno tako velika, kot nekateri mislijo, kot očitno sedaj mislijo tudi v Miamiju. Goran je lani imel boljši playoff praktično kot Lauri kadarkoli v karieri in mislim, da bo Goran, če bo zdrav naslednjo sezono, imel boljšo sezono od Laurija. To je hot take, priznam, ampak če bo zdrav, mislim, da je lahko še vedno boljši. Zdravje pa pri njemu seveda tista glavna neznanka in verjetno tudi eden od faktorjev, ki lahko vpliva na to oklevanje Dallasa. Čeprav Blaž, dejstvo je, da zdaj v tem trenutku Dallas boljše opcije ne more dobiti in mi ni jasno, kaj oklevajo. Ne samo, da rabijo ravno enega dodatnega ball handlerja, ki lahko
prevzame organizacijo napada, ko Luko podvajajo, ali pa sklopi vodi ekipo, ko Luka sedi. Rabijo pa tudi veterana, nekoga z izkušnjami, ki je lahko vodja v garderobi, tudi tega nimajo in tudi tukaj so imeli težave lansko sezono. Potem pa še faktor tega, da je Goran Lukov mentor in da je povedal, da bi rad igral v Dallasu z Luko, jasno izrazil to namero. Vemo, kakšne težave imajo s tem, da privabijo tako dobre igralce, kot je Goran v Dallas. Letošnje ukrepitve sta freaking Reggie Bullock pa Sterling Brown. To so njihove velike poletne ukrepitve, 25 milijonov so imeli na razpolago in so jih zapravili za Reggija Bullocka in Sterlinga Browna. Luka bo tudi iz njih nekaj naredil, bojo že izgledali solidno, ampak niso pa to igralci, ki bi dali tako dodano vrednost, ne samo na klopi, ne samo na parketu, ampak tudi v garderobi, kot bi jo dal Goran. In to, da oklevajo, zame samo še en klasičen pokazatelj njihove nesposobnosti, ko govorimo seveda o free agencyju, ko govorimo o potencialnih tradih, tukaj že 10 let ali pa še več, leto za letom spremljamo zamujene priložnosti, ki jih ne izkoristijo, igralce, ki se odločijo za to, da bodo šli drugam, in jim nikoli ne uspe pripeljati kakšnih resnih ukrepitev. Konec koncev, zaradi tega je Dirk osvojil samo en naslov v Dallasu, pa bi jih lahko precej več, če bi igral v Lakersih, ali pa če bi igral v Bostonu, ali pa če bi igral v Miamiju. Če bi igral za enega od teh velikih klubov, Blaž, jaz ne dvomim, da bi Dirk v Lakersih ali v Miamiju ali v Bostonu osvojil precej več prstanov, kot jih je osvojil v Dallasu. In se bojim, da bo na koncu podobno tudi pri Luki, no? Po vseh teh premikih, a veš, ne vem. Zdaj, če bi pripeljali Mikea Tobija pa Gorana Dragića, bi jaz rekel, vsaj neki so naredili, no? Mislim pa ne, da bi bil Mike Tobij nek huge difference maker, ampak to samo kaže, kako bedno centrsko linijo imajo zdaj v Dallasu, kjer je praktično Bobby njihov najbolj zanesljiv center. Willie Cauley-Stein, mislim, ne vem, ima roke iz kamna. Noben igralec v zgodovini, to statistiko sem videl, ni zgrešil še toliko zabijanj, glede na minutažo, seveda, kot jih je Willie Cauley-Stein to sezono po lobih Luke Dončića, ki se zabijajo skoraj sami. Ja, pa vemo, da je Luka Dončić pač pošiljal lobe čez Rudija Goberja, tako da pa jih je Mike Tobij pospravljal noter. Tako da, mislim, odlično je ta pick and roll deloval na tekmi s Francijo. Ja, mislim, pa tudi, povej mi, kolikrat si videl v NBA-ju, da bi nekdo odigral toliko velik alley-oopov na eni tekmi na Rudija Goberja. Kje si že to videl? To si noben ne upa početi. Točno tako. Pa je Mike Tobij izkoriščal alley-oop podaje od Luke Dončića preko Rudija Goberja. In pač to samo pove, koliko bedno centrsko linijo ima Dallas, da je pač Luka Dončić sposoben. Tobij je dober center, ampak ni pa noben, zdaj bom rekel, nek hud presežek kot centra, pa ga je naredil dejansko v nekoga, ki je sposoben zaključevati alley-oope preko Rudija Goberja. Luka je pick and roll Mozart in preteklo sezono v Dallasu ni imel centra, s katerim bi lahko igral pick and roll normalno. Ni imel nobenega, ki bi lahko lobe, no, potem ko je Powell se vrnil, malce bolje zaigral po tisti poškodbi, je vsaj približek lanskega igralca bil, je to zgledalo malce bolje, ampak večji del sezone nobenega, ki bi lobe pospravljal v obroč. In ja, sej, samo vzdihneš lahko. Dallas, kaj oni razmišljajo, zamenjajo so celotno vodstvo, ki v bistvu ni naredil nič. Ki pride v Ljubljano. Ja, pride v Ljubljano. No, evo, to je, mislim, meni je to, da oni zdaj pridejo cela delegacija v Ljubljano, v bistvu, ko je še prestopni rok še nekako vroč, da pridejo oni v Ljubljano, meni je pač to še ena taka podobna stvar, kot je bila tisti podpis pogodbe s Porzingisom, kjer je cela liga se je tepla za igralca, oni so šli pa na večerjo. Mislim, meni je to spada v podobno kategorijo neumnosti, ki jo počnejo, ampak lej, važno, da bojo oni podpisali Dončića na 200 milijonov in jaz upam, res upam, ceremonijo bojo imeli, ceremonijo, ne vem. Stokrat videl boljše igralce kot ceremonijo. Ja, in Gorana, stokrat bi videl, prepel mi Gorana. Jaz, če bi bil Luka, bi zdaj Cubana poklical pa rekel, lej, niti treba hoditi na ceremonijo, to je lepo, ampak jaz bi raj videl, da mi Gorana prepeleš pa še kakšnega spodobnega centra. Točno to, ne, in jaz mislim, da se v Dallasu ne zavedajo ravno dobro tudi kakšen karakter je Luka, in jaz dejansko mislim, da če bo šla ta zadeva takole naprej, frustracija na frustracijo, da bo Luka znov zahtevati trade. On je rojen zmagovalec in ne nazadnje smo videli tudi na tem olimpijskem turnirju, da on želi zmagati in on bo za zmago naredil vse in tudi to pričkani sodniki je vse samo na račun tega, ker želi zmagati. In
Jaz mislim, da se ne zavedajo, kakega igralca dejansko imajo v ekipi, ker če bi se zavedali, potem ne bi to počeli na način, kot ga počnejo. Govorim karakterno, oni se zavedajo, kako odličnega košarkarja imajo, kar se tiče njegovih sposobnosti, ampak jaz mislim, da karakterno pa se oni ne zavedajo ravno najbolje, koga imajo in to mislim, da jih zna na koncu nekoliko tepsti. Tukaj ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost, morda se poberejo, morda to novo vodstvo pokaže več. Navijači so ogromno pričakovali, ravno glede na vse te spremembe v klubu, nov GM, nov trener, Nico Harrison in Jason Kidd, mnogi so trdili, zdaj bo pa ta kombinacija poskrbela, da bojo igralci hoteli priti v Dallas, pa igrati v Dallasu. Ne vem, tukaj kaj so razlogi za to, nekateri so trdili tudi, da je mogoče to zaradi tega, ko smo govorili o Dirku, da ameriški igralci raje igrajo z ameriškimi superzvezdniki, kot morda s kakšnim evropskim superzvezdnikom, in nekateri trdijo, da je podobno z Janisom, podobno z Jokićem, podobno tudi zdaj z Dončićem. Morda je nekaj na tem, ampak jaz mislim, da dosti več tukaj pomeni trg, dosti več tukaj pomeni sposobno vodstvo kluba, dosti več tukaj pomeni sestava ekipe, kako resne možnosti ima igralec, da se recimo bori za najvišja mesta v določeni ekipi. In tukaj je preprosto, ko govorimo o vseh teh faktorjih, so dosti boljše opcije za druge igralce. Tako da mislim, da so to dosti bolj pomembni faktori tukaj in ne vem. Tako kot ne vemo, ali bo Goran zagotovo ostal v Torontu. Jaz sem omenil, predsednik in GM trdita, da bo, in jaz tudi mislim, da tukaj ne blefirata, ker dejansko lahko oni počakajo do naslednjega februarskega prestopnega roka, dvignejo ceno Goranu, mu dajo odlično vlogo v ekipi. Nick Nurse je dober trener, ki zna najti pravo vlogo za igralca. Goran je pa seveda, tako kot vsi vemo, še vedno odličen igralec in lahko to tudi zelo dobro izkoristi. Samo zdravje je tista neznanka, to smo pa tudi že omenili. Tako da lahko seveda Toronto počaka, brez problemov lahko počakajo in potem v februarju tradajo Gorana kakšnemu kontenderju ali pa kakšni ekipi, ki se bori za playoff in rabi točno takega igralca, in takrat so vedno ekipe, ki rabijo ravno kakšnega izkušenega ballhandlerja, ki lahko sebi ali pa drugim skreira met. In ga bo kakšna ekipa dobila, morda ga lahko dobi že pred začetkom sezone, tudi to je možno. Zdaj, ta trade v tem trenutku, ta trade med Miamijem in Torontom še ni uradno zaključen, ampak se mora zaključiti zdaj zelo kmalu, tako da če jim ne bo uspelo najti tretjega moštva, ki bi ga lahko vključili v ta trade, to tretje moštvo zdaj še vedno iščejo, ampak tako kot sem pa tudi že omenil, moštva mislijo, da Toronto malce blefira in bo vendarle Goran dosegel nek dogovor o buyoutu. Ta dogovor, to je pa tudi če treba povedati, je pa možen samo, če bi Goran pustil od teh skoraj 20 milijonov, 19,5 milijonov, kolikor bi jih zaslužil naslednjo sezono, če bi res velik del tega pustil na mizi. Govorimo o 15-16 milijonih, govorimo o celem bogatstvu. Zdaj, morda imajo kakšne informacije preko njegovega agenta, da bo Goran poskušal seveda počakati, če se najde trade, ker noben ne bo brez razloga pustil toliko denarja na mizi, ne glede na to, koliko si ga zaslužil, 16 milijonov, tudi za milijonarje ni majhen denar. Potem pa, če ne bo uspelo najti tega dogovora, bo pa rekel, jaz vam pustim skoraj vse na mizi, sam spustite me. Čeprav po drugi strani je pa Goran tudi tekmovalec, je pa Goran tudi, kako bi rekel, fighter. Se spomnimo vsi sezone 13-14, ko so napovedovali ekipi 16-17 zmag, tisti ekipi Sunsov, ki je šla v popoln rebuild, brez kakršnih koli resnih igralcev, pa jih je Goran popeljal na koncu do 48 zmag. Mislim, da se o tem dosežku ne govori dovolj in kako impresiven je bil ta dosežek. Morda bomo morala kdaj posneti prav posebej podcast v tej 13-14 sezoni, legendarni sezoni Gorana. Konec koncev je postal tudi All NBA igralec po tisti sezoni. Ampak to so že stare zgodbe, ampak kar hočem povedati je, da takrat je ravno Goran rekel ne. Jaz ne bom tankal, mi se bomo borili za playoff. In so na koncu,
v bistvu isto zmag so imeli kot mislim, da Memphis tisto sezono in potem je odločil tiebreaker. Tako da isto mislim, da lahko Goran, ker je že naredil. Mislim, da je to še vedno edina ekipa v zgodovini, ki je bila nad 50%, pa je pač izpadla, ni prišla v playoff. Tako, pa se spomniš, Blaž, tiste sezone, najprej v Miamiju 30 porazov, pa 11 zmag, potem pa v drugem delu sezone 30 zmag in 11 porazov. Podobno so nameravali v Miamiju tankati, pa je Goran rekel, ne, mi se bomo borili za playoff in je v drugem delu, po prvem delu sezone, ko je bila praktično polovica igralcev v postavi poškodovanih in ni igrala, na to v drugem delu sezone, ko so bili zdravi, jih popeljal do 30 zmag in 11 porazov. Mislim, da so imeli niz nekje 11, 12, 13 zaporednih zmag, preden so prvi poraz sploh doživeli. In to govorim. Tega je Goran sposoben in mislim, da bi morda celo bil pripravljen reči, pa dajmo probati s tem Torontom v playoff prijeti, ker Toronto ne bo tankov. To je tudi treba vedeti. Toronto gre v nek rebuild, ampak njihovi rebuildi nikoli niso tisti tankajoči rebuildi, ampak imajo vedno konkurenčne ekipe, dobre asete, torej talentirane mlade igralce, ki jih razvijajo ali pa izkušene veterane, ki jih lahko v katerem koli trenutku tradeajo za superzvezdnika a la Kawhi in potem seveda že spet se borijo za tista najvišja mesta. Tako da to je njihova taktika in to mislijo zdaj isto narediti. Oni bojo naslednjo sezono poskušali biti konkurenčni in če Goran ostane pri njih, bo imel tudi primerno vlogo in ga bodo potem verjetno vendarle tradali, ker je pa na iztekajoči pogodbi. To je pa še en faktor, zakaj me res dodatno jezi, da Dallas ne trade za njega, ker nimajo preprosto čisto nobenega rizika. Ta pogodba se izteče in če Goran ima še eno sezono težave s poškodbami, preprosto ne gre več, telo ga pusti na cedilu, kar se tudi nažalost lahko zgodi, vsakemu se prej ali slej zgodi, time is undefeated, edino čas je nepremagan v športu, vsi ostali velikani so prej ali slej premagani in premaga jih čas. A ga lahko Gorana že naslednjo sezono? Lahko, ampak tudi če bi se to zgodilo, bi bil še vedno great locker room presence, odličen vodja v garderobi, odličen vpliv na Luko. In potem se mu pogodba izteče, oni imajo pa dodatni denar v cap spaceu, da naslednjo sezono zapravijo za ala, tako kot so zdaj Sterlinga Browna, recimo, pa Reggija Bullocka, ali kaj ne vem, ker če resen ga ne bojo dobili. Ja, Matej, jaz mislim, da na tej tvoji frustraciji lahko mogoče malo tudi zaključiva, zato ker se mi zdi, da pač sicer te ne vidim, ampak preveč rentam, preveč rentam. Zdi, da prav čutim, kako ti je žila klej od spredi na čelo ven stopila pri tem rentu, tako da mislim, da boš toliko, da te kap zadane, da mi dva tole počas zaključiva. Ško mi je gledati, kako zapravljajo tazga igralca, kot je Luka. Kaj ga naša reprezentanca, pa vemo, kako smo govorili, s kakšnimi igralci igra Luka. Luka, Blaž, in se spomniš, to moram sam še dodati, ker sva midva povedala, že pred temi kvalifikacijami v Litvi. Luka ima v naši reprezentanci, relativno seveda glede na nivo tekmovanja, boljše svoje igralce, kot jih ima v Dallasu. In v Dallasu lahko kupujejo, mi pa smo omejeni z našo malo državco in izberemo samo tisto, kar imamo, najboljše, ki jih imamo, borce fantastične, ki jih imamo, ki upam, da bojo vsi šli v Dallas in dobijo pogodbe, se bojo vsaj borili 5krat bolj. Sorry, Blaž je. Mislim, da na NBA nivoju vse samo borba ni dovolj. No. Ampak te pa razumem, vem, kaj hočeš povedati. Mislim, da sedaj pa res lahko zaključiva na tej točki. Jaz bi za konec samo še se zahvalil vsem, ki ste se naročili na naš YouTube kanal. Kmalu bomo imeli 3000 naročnikov, tako da če še niste naročili, dejte, da pridemo čim prej do te številke. In seveda hvala, da to naredite. Matej, bi še ti kaj zaključil? Ja, ne, vidim, da sem res preveč rentu, ker me Kuki zdajle, moj kužek psička zdajle, tako prav po stran malo gleda iz kavča, zaspala, zadremala, pa sem jo revco zdajle zbudil, tako da bova morala iti na en sprehod, pa se družno malo pomiriti. No, jaz pomiriti, ona bo pa uživala v sprehodu. Tako nekako, dobro. Matej, lepo bodi, pa se slišiva v naslednjem podcastu. Ajde, čau.